Živijo, midva sva Katka. in Mici, sposod je lepo in... Danes vam bova pokazala, kako midva kupujeva letalske karte. Še 3 tedni nas čakajo, da gremo na naše naslednje potovanje. Juhu! Trajalo bo 42 dni in začeli bomo v Maleziji. Najprej bomo v Kuala Lumpurju, potem gremo na en trekking v džunglo na Borneo, potem gremo malo z vlaki po Maleziji. Letimo najkrajši let iz enega otočka Malezije na drug otoček, natančneje iz Penanga na Langkawi, in potem gremo s trajekti pa čolnički po parih tajskih otočkih gor. Iz Krabija letimo v Bangkok, rentamo avto in gremo na road trip po Tajski, kar bo kar zabavno, ker bomo prvič se sami vozili toliko časa. Ampak smo že kaj hujšega dali skozi, recimo Albanijo. Gremo tam road trip, v en park, malo neke zanimive stvari za otročke še pogledati in potem na koncu seveda naš omiljeni Bangkok! Tako, oziroma smo si kar en teden za Bangkok, ker ga mislimo kar fajn prečesati. Skratka, zdaj pa na to, kako torej midva rezervirava letalske karte. Seveda pa ta video ne bo vas pripeljal do tega, da boste nujno kupili najcenejše letalske karte, ampak če boste kupovali tako kot mi, boste dobili neko pravo razmerje med kvaliteto in ceno. Kaj ne, Katja? Tako je. Pa začnimo. Na Instagramu sva imela za vas 2 anketi. In sicer zanimalo naju je, koliko vam je pomembna cena, število postankov, mogoče mesto, iz katerega letite, mogoče tudi letalska družba. Tako da, prvo vprašanje je bilo, kaj bi izbrali, če greste na Bali. Scenarij A, potovanje 23 ur, štartaš iz Milana, imaš 2 postanka, cena 450 € in letiš z Saudia Airlines. Scenarij B pa je 19 ur iz Benetk, en postanek, cena 900 € in letiš z Emirati. Torej, kakor vidimo, bi se tukaj večinoma odločili za cenejšo opcijo, ker je pač res cenejše, razen tisti, ki imate otroke. To vsi vemo, da je pač določene stvari so lažje in včasih se nam splača dati pač malo več denarja. Ok, zdaj pa še primer do Bangkoka. Scenarij A, 23 ur iz Benetk, 2 postanka, 450 € letiš z Lufthanso, in pa scenarij B, 16 ur iz Benetk z enim postankom za 650 € za Emirati. Tukaj je v bistvu manjšina se odločila za cenejši let, večina pa za dražji z Emirati, ker mogoče ta dražji niti ni toliko dražji, da si ne bi mogel privoščiti. In tisti z otroki ste se pač še v večjem številu odločali za to drugo verzijo. Rezervacija letalskih kart ponavadi pade name. Zakaj pade name? Zato, ker si vzamem res čas. Ker ni bližnjic, ker se moraš igrati malo detektiva, moraš imeti mir, moraš imeti kavico ali pa čaj. Priznaj, da ti je gušt. Priznam, da mi je gušt. Vzamem si čas. So neka pravila, če boste šli brati, kako, kdaj, kje, zakaj, ampak ta pravila držijo samo v določenih primerih. Zdaj, jaz ko začnem, jaz si najprej odprem par zavihkov, brez katerih jaz ne morem raziskovati. Prvi je Skyscanner, to je moj omiljeni iskalnik letalskih kart. Mogoče je že malo zastarel, ampak jaz se še vedno najbolj znajdem v njem. Zdaj, vedno več se ljubim z Google Flights, ki je res en ogromen nabor informacij. Odprem si Google Maps, zato ker še vedno sproti raziskujem možnost. Res je, da se mi odločiva, kam greva, ampak če bom našel neko letališče blizu ali pa z boljšimi povezavami za naprej, pa kaj takega se lahko hitro spremenijo zadeve, in Google Maps mi zelo pomaga, sploh v tej čisto prvi fazi, ko raziskujem. Potem FlightAware, ne vem, koliko poznate to stran, bova dala tudi vse povezave tukaj spodaj v opis. FlightAware meni služi za to, da ko imamo zbrano ali pa vsaj približno vemo, s katerim letom bi šla, vpišem to kodo tega leta v FlightAware in mi potem dejansko pokaže na primeru zadnjih 10 ali pa 20 letov, a so bile zamude, koliko časa so dejansko leteli,
predvsem pa tudi s katerimi letali letijo. No. Piflar mode. Ti podatki, ko kaže recimo na Skyscanneru pa na Google Flights piše, da let traja 9 ur, ko pogledaš na FlightAware pa mogoče vidiš, da let traja samo 8 ur, pa lahko to kdaj kar odloči o tem, se bomo odločila za ta let ali se ne bova. Seveda pa, če zabluziva in prideva do nekih obskurnih letov znotraj nekih držav z letalskimi družbami, ki jih ne poznava ali pa jih malo manj poznava, potem pride upoštev Reddit, to je kar neka zakladnica takih informacij z prve roke in tam potem počekirava, a to še drži, a ne drži, a je fajn leteti z njimi, a se pričakuje zamude in tako naprej. Tako da to so neka osnovna orodja, s katerimi jaz sploh začnem raziskovanje o letalskih kartah. Kdaj kupiva letalsko karto? Letos se nam je recimo zgodilo, da letimo v Malezijo ravno v času kitajskega novega leta. Zdaj, nam tukaj v Evropi kitajsko novo leto ne pomeni veliko, ampak v Aziji je to res big deal, ker trume Kitajcev grejo po vsej Aziji na potovanje in tako se tudi cene dvignejo in recimo prenočišča se zasedejo. Ob takih praznikih se splača stvari rezervirati prej. Mi smo recimo za letalsko karto na Borneo plačali namesto 57 evrov na osebo, 207 evrov na osebo. Pa še to sem mogel kar iskati, pa letimo ob rahlo obskurnem času, ki ga drugače ne bi zbrali in sicer nazaj se vračamo zelo pozno v Kuala Lumpur. Sicer bi prišli čez dan, tako pridemo pa v bistvu sred noči, ampak to je pač bila draga šola, ki sva jo mogla plačati, zato ker nisva dobro preverila praznikov. Ja. Torej, če bi bila sama, se mogoče sploh ne bi toliko sekirala, ampak z majhnimi otroki pa potem se zna spanje malo zamučkati in tudi volja in naslednji dan. In pa toliko čaja spil, da bom poletel. Sicer velja eno splošno pravilo, da kupujemo te večje letalske karte tam 5 do 8 mesecev naprej. Kar moram reči, da pri nama se je obrestovalo recimo v 50% primerov, v 50% pa ne. Tako da zdaj, da bi to rekel, da je neko splošno pravilo, kaj pa vem. Konkretno recimo zdaj, ko sem gledal karte za Bangkok, za septembra so bile res znatno cenejko, pa če sem jih iskal za zdajle. Ampak, ko sem gledal pa karte za Bali, pa ni bilo tako. Tako da jaz bi vseeno rekel, začnite iskati vsaj pol leta prej in potem boste hitro videli, kaj se bo dogajalo s kartami. Ali bodo cene rasle, ali ne bodo in se odločite takrat, ko boste mislili, da je najbolj pametno. Jaz sem danes raziskoval, v bistvu tudi, kaj pravijo glede tega, kdaj v tednu, torej na kateri dan v tednu kupiti karto. Že ko sam to v Google napišeš, so tako čisto različna mnenja. Da tako recimo Expedia pravi, da moraš karto kupiti, da se najbolj karto splača kupiti v nedeljo, na Forbesu sem najdel, da se karto splača kupiti najbolj v ponedeljek pa torek, medtem ko Google, ko je delal svojo raziskavo glede na Google Flights engine, pa pravi, da je najboljš karto kupiti torek, sredo ali pa četrtek. No, povej. Ampak Mic Velalšek pa pravi tako, 30 dni govori, a bova danes kupila karto, a bomo danes kupili karto, a bomo danes kupili karto in potem, ko je recimo 2 meseca pred začetkom potovanja, reče, če danes ne bomo kupili karte, ne gremo, potem kupimo karto. Ne glede na to, kateri dan je. Yep, tako da, znajte se, zdaj smo vam ful pomagali, zdaj se pa odločite, kako boste vi kupili karto. Mater za trese! Zdaj vsem, če potujete med šolskimi počitnicami, med božičem, prazniki ali tistimi pač najvišjimi sezonami, je priporočljivo, da se kupi karta vsaj 6 mesecev prej. Kot zanimivost, naj samo povem tale podatek, da še preden smo rezervirali karto za to potovanje februarja, je Katka rekla, kam bomo šli pa oktobra, in potem sta se skregala in potem nisva rezervirala še teh kart, zato ko se je meni zdelo neumno, če še te karte nimamo, zdaj moram pa še za oktobra razmišljati, kam bomo šli. Probajte biti vsaj malo fleksibilni, da si recimo zamaknete za nekaj dni dan odhoda, dan prihoda in že tako se lahko recimo cene kart znižajo tudi za 200 do 300 evrov. Vikendi so normalno najbolj
popularni, a ne, in zaradi tega so tudi takrat cene najvišje. Sploh sem to opazil recimo pri nekih notranjih letih v azijskih državah, kjer je letalski promet mogoče, saj ta lokalni še toliko bolj izrazita, ne? Ker so te razdalje z avti pa z busi skoraj nepremagljive oziroma trajajo neskončno dolgo in potem ljudje res komjutajo z letali tudi zelo kratke razdalje. In takrat med vikendi, petek, sobota, nedelja so zelo zasedeni in se splača malo na to biti pozoren. Mi, če se le da, poskušamo leteti multicity. Naj povem, kaj to pomeni, ker smo lani recimo imeli najbolj badass možno multicity potovanje. In sicer smo leteli v Bangkok, iz Bangkoka na Bali, iz Balija na Novo Zelandijo, iz Nove Zelandije na Fidži, iz Fidžija na Japonsko, iz Japonske v Malezijo in potem domov. To zdaj ne morem reči, da je bila racionalna izbira, pa tudi ni bila najbolj cenovno učinkovita, ampak smo si pač zadali, da gremo tak trip narediti enkrat v življenju verjetno, ali pa s toliko malimi otroki. Letos bomo tudi leteli multicity in sicer, tako je že Katka prej rekla, letimo v Kuala Lumpur in potem letimo nazaj iz Bangkoka. Zdaj, ko sem jaz gledal cene, je bilo v našem primeru razlike samo, mislim, da manj kot 100 evrov na osebo. In smo se potem seveda odločili za to, ker, tako smo prej omenili trip, gremo potem počasi iz Malezije proti Bangkoku gor. Je pa tudi še to priporočilo za katere druge države, kaj ne, Katja? Ja, recimo za večje države, a ne, ki so zelo razpotegnjene, naprimer kakšna Japonska ali pa Vietnam, se vam zelo splača prileteti v eno mesto in potem odleteti iz drugega mesta, ker pač to pomeni, da se ne rabite vračati. Kar je najhuj. Kar smo mi, če smo kdaj kaj zajebala na kakšnem večjem potovanju, je bilo sploh v Vietnamu recimo. Smo prileteli v Ho Chi Minh in potem smo šli gor iz Ho Chi Minha, gor in potem so se hudiča mogla nazaj dol vrniti. In tista pot nazaj dol, ko jo hočeš samo enkrat premagati, se vleče. Po moje sva bila 24 ur na unih spalnih avtobusih, meni je bilo ful udobno, zdi se mi, da sem prespala 20 ur. Zato, ker si 1,50 m pa čevap, jaz pa nisem mogel nog stegnati, pa mene lula vsake pol ure in tam sem mogel, ko bi šel čez, ne vem, pokopališče ljudi, da sem prišel do tistega WC-ja. Sam naj omenim, no, ko smo glih pri Multicity, že zelo dolgo imamo gledan en trip, ki mogoče bi komu od vas prišel prav, ideja, in sicer iz Benetk bi leteli v New Delhi, naredili tam ta Golden Triangle ali pa še malo več, odvisno koliko časa bi si vzeli, torej Agra, pa mislim, da Varanasi, Taj Mahal, te zadeve. Od tam iz Delhija bi leteli na Maldive. Bi bili na Maldivih nekaj časa, spet kak lokalni otoček, tam imamo ful lepe spomine. Iz Maldivov so večkrat na teden direktni leti v Bangkok, traja samo 4 urce z AirAsia, zelo poceni. Iz Bangkoka potem mogoče nazaj v Dubaj, pa iz Dubaja v Benetke, oziroma kjerkoli že začneš. Tako da sam vam pokažem, kako to izgleda na Skyscannerju. V glavnem jaz začnem vedno na Skyscannerju, tule si dam Multicity, Benetke, pa smo rekli, da gremo najprej v New Delhi, potem bomo šli iz New Delhija Male, čez en teden, potem bomo šli iz Male v Bangkok, iz Bangkoka bomo šli v Dubaj, pa iz Dubaja bomo šli spet v Benetke. Evo, zdaj, če gremo samo tule malo pobliže pogledati, kako to izgleda. Tule nam on zdaj pokaže rezultate za vsako relacijo, torej Benetke, Delhi, Delhi, Male, Male, Bangkok, Bangkok, Dubaj, Dubaj, Benetke. In vidim, da recimo tale 2 leta mi nista najbolj všeč. Tole vidim, da bi lahko zagotovo bil direktni let iz Bangkoka v Dubaj, ker vem, da Emirati letijo. Pa iz Dubaja v Benetke pa zagotovo še kdo drug tudi leti, da se ne bi rabo ustaviti v Turčiji. Tako da, kar bi jaz tule zdaj naprej naredil, pa ne bom, ker bo to spet trajalo zelo dolgo, je, da bi šel pač ta 2 leta spreminjati datume in bi potem dobil verjetno še malo bolj ugodno ceno. Zdaj, cena tukaj 1200 evrov je velika, ampak je pa to pa mogoče en tak malo bolj razgiban trip, da ne greste sam v eno državo. Bravo, še 15 ur pa bomo posnela. Mi dva ne gledava samo na ceno, kar mi dva 15 let nazaj ne bi rekla. 15 let nazaj sva gledala na vsak evro in sva letela, tudi če je bilo treba s pokvarjenimi frčoplani. Danes je malo drugače. Ampak razumeva in spoštujeva, če vam je cena
glavno. Mi dva priporočava, res iskreno priporočava, da tisti, ki vam je cena najpomembnejša, da sledite recimo spletni strani izletnadlani.com, kjer vem, da vsak dan ali pa zelo, zelo pogosto Samo in Martina objavljata res hude akcije za letalske karte. Morate pa vedeti, da so te karte poceni, ampak da pač to tudi ima svoj davek, leti so dolgi, postankov je malo več, ampak je pa lahko pač super dogodivščina. Mi da bi zagotovo in sva to zbirala. Zdaj bi pa umrla, recimo. Zdaj bi umrla. Mija zdaj, ko sva že stara in betežna, umetni kolki, išjas in hemoroidi. Ta moj mož me hoče ugnobiti na vsakem videu. Ja, no, glavne, mi dva zdaj ne gledava samo na ceno, ampak gledava še na ostale stvari. Kako dolgo traja let skupaj s postanki? Naše prvo potovanje na Tajsko v 4 sva zbrala direkten let na Tajsko. Šli smo iz Dunaja, preleteli smo v Bangkok, leteli smo, mislim, da 11 ur. Art je bil majhen, bil je ogromen dojenček, hotel je spati, seveda, ker je bila noč, a ne? In jaz sem ga mogla res aktivno držati. Celo pot zraven mene je bil en ogromen Avstrijec in pač tisti let imam še vedno tako zatravmeran nekje tle not v možganih. Poljak je bil. Naslednje leto sva izbrala ravno drugačno logiko. Gremo imeti vmes en postank, ker tudi nama, kot nekomu, ki sploh ne spi na nočnih letih, a ne pač eni ful dobro spita na letalih. Jaz recimo nikjer ne morem zaspati. Mi dva ne, še posebej, ker je treba otrokoma streč, karkoli lulat, lačen, ne vem kaj, a mu je dosti udobno. Tako da sva si izbrala potem let z enim postankom v Dubaju. Ja. Bilo je malo boljš, a ne, ampak tudi otroka sta večja, tako da mislim, da je vsako leto lažje, a ne. Mava pa mi dva osebno rajš dnevne lete. Zaradi tega, ker mi dva ne spiva, a ne, to pomeni... Logika tle je, da če so nočni leti, prideta na destinacijo otroka ful spočita, mi dva pa pač mrtva. Yep. Zdaj, če so pa dnevni leti, pridemo pa vsaj vsi približno isto utrujeni tja. In to, ko priješ nekam na destinacijo, ko moš preživeti mogoče 6-urni ali pa 7-urni jet lag, je to super, da si vsaj približno na isti ravni. Drugače je to lahka težava, ne. Zato tudi gledava, da je čas potovanja vsem čim krajši, ker če sem lahko iskrena, ta dan, ko potuješ, je vedno še kar grozen. Nočem vas odvrniti, včasih je čisto v redu, ampak na koncu se vedno vleče in hočeš, da se konča, a ne? Tako da je boljše, da je čim kratek. Ampak, a lahko povem nekaj, všeč mi je Katkina mantra, ker je res tako železna na teh potovanjih, ker ona vedno pravi, le enkrat bo konc. Ja. In res je, pač tu, če najbolj trpiš, če ti je neudobno, če ne spiš, ne ješ, si zaprt, ne moreš na WC, vse je narobe, enkrat bo konc. Sam mej v glavi, konc bo, pozabil bom na to. Kakorkoli bo konc. Pomembno je tudi, koliko so ti vmesni postanki dolgi. Recimo, mi radi letimo z Emirati, vedno letimo prek Dubaja. In zdaj v Dubaju na letališču 3 urce preživiš kamot, 4 urce tudi, greš nekaj pojesti, malo shopping mall, kako otroško igrišče. Pol moraš biti itak že 1 uro prej na gateu, da greš noter in tako naprej. Tako da 3-4 urce kamot. 8 ur na letališču, to je pa že kar pain. Se nam je že zgodilo, smo že imeli take primere. Se je tudi v takih primerih izkazalo, da je bilo skoraj boljše si potem vzeti še kak daljši layover, pa vzeti nek hotelček na letališču, tudi če ga vzameš za 5 ur ali pa 8 ur, samo to, da se lahko nekam parkiraš, da lahko mogoče, ne vem, televizijo prižgeš, da lahko malo gledaš, mogoče otroka zaspita na hiter, karkoli, samo da se ne svalkaš tam več kot, ne vem, par ur. Nekateri bolj aktivni boste mogoče take postanke izkoristili za izlete v mesto, ampak... Nekje gre, no, nekje pa iskreno, zdaj, da bi ti šel nekje, ko traja do mesta, zdaj 1,5 ure, da prideš, da bi šel tja gledati. Nalijmo si čistega vina, no. Naslednja stvar, ki nam je zelo pomembna, pa Artu, zelo pomembna, je, s katerimi letali letimo. Jaz še vedno se malo izogibam teh malce zakletih letal 737 MAX. Vem, da potem so ta letala pimpali do nemoglosti, ampak vse jih izogibam. Pač jaz to pogledam, tako sem že prej rekel, vtipkam to kodo leta, pa Flight Alert, tam mi točno pokaže, katero letalo je. Seveda pa recimo si pa tudi zelo želim vedno leteti z Airbusom A380, ki je pač neverjeten čudež človeštva. Pač tudi jaz potem prodajam Arto, no pa Lili tudi, da bomo leteli z največjim letalom, ki obstaja, in tudi meni je res to vrhunsko in
tam skoraj ne čutiš turbulence in ko vzletiš ne čutiš in ko pristaneš ne čutiš, skratka, izjemno letalo, izjemno doživetje in če se le da poskušamo pač najti tako letalo. Naslednja stvar, doplačilo sedežev. Ok, če nas spremljate... Pripravite se, pejte si pozajest, pa zapit, ko tole bo zdaj trajalo 2 uri. Ne, bom kratka, ampak če nas spremljate na Instagramu, veste, da sem že veliko o tem pisala, ker mi gre res na živce. Ko smo mi leteli s Turkišem v Uzbekistan, leteli smo iz Ljubljane, ne? Ja. So bile karte recimo neke 500 ok evrov. cene. Mislim, da je bilo 600. Aha, Ja, ok. ali 650. V glavnem, pač cena, ne vem, ni bilo poceni, a ne? In ko smo delali online check-in, smo videli, da je našo družino razsedlo tako 10 vrst po letalu. Torej, naju z Artom je dalo skupaj, Lilo pa Mica skupaj in to Pa še res... ne, če te lahko dopolnim, najo niso dali skupaj, ampak je bil celo ta prehod vmes. Torej pomeni, da je Lila sedela načeloma zraven mene, ampak je bil prehod, kar pomeni, če bi mogel asistirati, bi imel rahlo več težav, kot če bi sedela zraven mene. Pa sej vsi razumemo, ko prideš tja na okence, se lahko v 99% zmeniš, da sediš skupaj. Celo v isti vrsti, mogoče. Ampak vseeno, do check-ina je nek ta stres. In smo mislili, ok, to letalo je mogoče res polno, nas je razbilo, ne vem, po nekem ključu. Mi smo rezervirali karte, seveda skupaj, a ne. In potem, ko prijemo tja, zveš, da je v bistvu to prazno letalo in da sistem sam to naredi. Zato, da ti potem hočeš doplačati sedeže. Zdaj, če bi hotel doplačati sedeže za tja in nazaj, mer smo torej 2 leta, bi zraven mogli doplačati še 800 evrov. Prosti. Ampak to se pol že, če vse skupaj sešteješ, V redu je. je V pol redu je. V redu je. enaka cena kot Emirati. V redu je. Rahle travme, tako da res, če se da, izberemo letalsko družbo, kjer že sami rečejo, da bojo starše z otroki posedli skupaj in to so pri nas pač Ki Emirati. je, by the way, po zakonu, da mora pač otrok do 12 leta sedeti s staršem. Ok, bom nehala. Tako, ok, še zadnja stvar, ki jo gledava, ob kateri uri so leti in kdaj pridemo na destinacijo. Zdaj, če je let ob 7 zjutraj, moraš biti na letališču 2-3 ure prej, to pomeni, da moraš biti ob 4-5 tam, kar pomeni, da moraš ostati ob 3. Si kar otežil dan. In isto, če priješ na destinacijo sred noči, se moraš dogovoriti s hotelom, da ima, oziroma blokirati hotel, ki ima recepcijo celo noč odprto in tako naprej. Če se le da, torej mi poskušamo iti ob normalni uri in pristati ob normalni uri. Midva sva včlanjena v te loyalty programe različnih letalskih družb. Zdaj, tisti, ki nas poznate, veste, da večinoma potujemo v Azijo. Recimo AirAsia ima svoj loyalty program, smo včlanjena. Thai Airways spada pod to skupino Star Alliance, sva včlanjena. Pri Emiratih sva včlanjena. Zdaj, a se to zdaj bajno pozna? Nam ne. Vse ne potujemo toliko pogosto, da bi nabirali te milje vsak dan, ampak se pa počasi nabira. Ne? In to so pač neki evrčki tam, ki stojijo in jih lahko unovčiš ali za nadgradnjo, ali pa jih unovčiš samo zato, da ti odštejejo od končne cene pri naslednjem nakupu. Nam recimo vsako potovanje z Emirati prinese toliko milj, da imamo tam nekih 60 do 80 evrov cenej potem, oziroma popusta pri naslednjem letu. Kar ni malo, nekje je. Vedno tudi paziva na vsa skrita doplačila, sploh recimo zdaj, ko z otroci potujeva. In sicer mi nesemo ponavadi 2 veliki prtljagi s sabo, ne, tam do 25 kg. Sploh pri nekih notranjih letih, skako AirAsia tudi ali pa v Indoneziji, ti pogosto kar na vsakega člana računa, da bo imel en carry-on, torej eno majhno torbico za naletalo, pa še en big bag za check-in. Kar pri nas ni tako, ne, pač mi vsi imamo neko majhno stvar za naletalo, ampak imamo pa samo 2 velika kovčka. In se nam je že zgodilo, da smo prišli na check-in, pa smo dali 2 kovčka tja, pa je rekla teta, no, še ostala 2 dejte. Pa sem rekel, ja, nimamo še ostalih 2 in je rekla, ja, zakaj ste pa potem plačali za 4? Ja, pač smo, ker smo neumni. Ne? In zdaj, ker to vemo, ponavadi si vzamem še malo več časa, pa tam priklikam zadeve, da odkljukam to, da ima ta Lila in Art še en velik kovček zraven. Ker lahko prišparaš ogromno, to lahko govorimo tudi o, ne vem, 100 evrih na osebo. Kaj pa zavarovanje letalskih kart? Ja, povej, Katja, kaj pa zavarovanje letalskih kart? Mi smo vzeli osnovno zavarovanje, ki nekako te pokrije, če se zgodi smrt, nesreča ali bolezen pač tistega, ki potuje, ali ožjega družinskega člana,
ali nosečnost. Ali nosečnost. Se upamo, da res ne bo zgodila. Nas je na ceno letalske karte 2600 evrov, koliko smo plačali letos, to zavarovanje stalo približno 100 evrov. Ogromno vprašanj dobivava tudi, če je varno kupiti preko drugih platform, kot so MyTrip. Skyscanner ti na koncu, ko zbereš let, ti potem da možnosti, kje lahko to kupiš. In samo ena izmed teh možnosti je ponavadi stran letalske družbe. Vse ostale so pa neki ponudniki, ki to delajo. Midva smo veliko kupovala tam, ker se lahko včasih cene znatno ceneje. To ni tako 5% ceneje, ampak so tudi 30% ceneje. Midva na srečo nikoli nismo imela težav, ker nihče ni izbolel, ker noben let ni bil prestavljen, odpovedan, ni prišlo do pandemije, ni prišlo do česarkoli. Poznamo pa ogromno primerov in če boste šli brskati po nekem Redditu, boste videli, da folk pada iz sebe, ker ko gre nekaj narobe, predstavniki te strani ponavadi niso dosegljivi. Midva svetujemo, da rezervirate direkt na strani letalske družbe. Če pa želite malo living on the edge, go for it, tudi midva sva in pri nama je bilo vse ok. Lahko pa tudi mogoče napišete kak komentar, pa poveste, kje ste bukirali in kako je bilo. Lahko pa, da mogoče koga opogumite ali pa odvrnete od nakupa. Tej sva utrujena in lačna. Tako, in zdaj gremo kuhati kosilo. Sam še en bonus na svet oziroma mantra, ko boste rezervirali letalsko karto, se obremenjujete mogoče sam še par ur glede tega, a je varno, a bo težko, a bo naporno, kdaj boste prestali, a bo imelo letalo zamudo, a bo vse v redu, ali ne bo. A sem dobil najboljšo ceno. Pol se pa nehajte sekirati in ne pomislite več na to, ker bo vse v najlepšem redu. In uživali boste na potovanju. Ja, preživeli boste, se boste imeli nore spomine in hranite ta občutek, kakor ga lahko. Ajde, se vidimo. Čau! Zdaj sem tule pripravil par primerov, kako bi izgledalo iskanje karte na Bali, kako bi se midva tega lotila. Prvi primer je, sem šel na izlet na dlani, oni imajo tam zdaj objavljeno glih eno ponudbo za zelo poceni letalske karte iz Milana na Bali. In sicer, ko sem vtipkal te parametre, mi je dalo recimo tole opcijo. In sicer torej letiš iz Milana, v Denpasar, nazaj iz Denpasarja v Milano, cena je 435 evrov, imaš 2 postanka in letiš z Saudi Airlines. Super cena, zelo dolga pot, 2 postanka, ampak cena zagotovo marsikomu odtehta. Je pa to en cel dan. Ja, na še malo začetku, več, pa en cel dan na koncu. Druga opcija, recimo, če bi letel iz Benetk, torej ne iz Milana, ampak Benetke, ki so samo 2 uri basically iz Ljubljane, bi letel z Emirati, bi let trajal od 19-18 ur tja, 20 ur nazaj, bi plačal konkretno več, 900 evrov, ampak si pač bliže, tam si par ur prej, imaš samo en prestop. Tretja opcija je let iz Ljubljane, nekaterim to zelo odtehta, recimo parking v Benetkah ali pa v Milanu ni pocen, ni zdaj noro drag, če vzameš nekega mogoče nepokritega, pa tudi ne čisto zraven letališča, je pa strošek, pa benz, pa še kaj drugega. Recimo iz Ljubljane lahko letiš za malo manj kot 1000 evrov s Turkišem, let tja je relativno hiter, ker prestopiš samo enkrat v Istanbulu, nazaj pa prestopiš v Džakarti, v Istanbulu in potem priješ v Ljubljano. Zdaj, kaj bi jaz osebno naredil za našo familijo? Jaz bi iz tega naredil multitrip. Najprej bi našel karto Benetke, Kuala Lumpur in nazaj iz Bangkoka v Benetke, ki bi prišla okrog 700 evrov. To je brez, da sem šel zdaj v neke podrobnosti iskanja. Nisem se igral preveč z datumi. Potem bi najdel pa poceni lokalni let iz Kuala Lumpurja na Bali in iz Balija v Bangkok. Tukaj vidite opcije nebroj, ure takšne in drugačne. Cena pa zelo ugodna, od 120 evrov, pa če rečemo tukaj mogoče treba še nekaj za prtljago doplačati, 150 evrov na osebo, če damo k tistim 700, tem smo na 850 za en hud multitrip, ker v enem potovanju, recimo 3-tedenskem, vidiš Malezijo, ker v enem tednu narediš veliko, Bali, ker v enem tednu spet narediš več kot dovolj, pa še potem Bangkok, če ga združiš še s kakim hitrim izletom do Phuketa, Krabija ali pa še kaj drugega,
lahko tudi Tajsko doživiš na zelo, zelo lep način. Kar pomeni, jaz bi se odločil zagotovo za to opcijo, ki mi za malo več denarja omogoča ful boljši experience. Ok, rad bi sam tule zdaj na tem mestu še pokazal tale Google Flights, ki ga zdaj vedno več uporabljava. Če bi iskali let iz Benetk, pa dajmo spet Bangkok, pa rečemo, da hočemo iti 20. marca, pa hočemo iti pri 20. aprila nazaj, recimo. Evo, kar je meni pri tem Google Flightsu najbolj všeč, ki je bi v bistvu začel raziskovanje, je to, da bi dal tule tale price, graf cene torej. In sicer bi kliknil in ta ti po mestih pokaže, kako v tem trenutku niha cena za tvoje, če smo prej zbrali 30-dnevno potovanje. In tukaj vidimo recimo zdajle so cene kar visoke, potem v maju pa že kar precej pade. In če gremo še naprej, evo, zdaj se izrisuje, junij spet mečken stabilno, potem gre čez poletje kar konkretno gor. Aha, očitno najviše so tlele avgusta. In potem, kar je zanimivo, je tle, da očitno septembra je pa zelo nizka in stabilna cena kar cel mesec. Potem gre pa spet gor oktobra. In to je meni recimo en tak tool na temu Google Flights, ki bi ga zelo intenzivno uporabljal, oziroma ga uporabljam. In tukaj bi zagotovo, če bi bil fleksibilen, bi rekel, the best, dajmo tule pogledati. Septembra, če lahko gremo, ker karta je očitno lahko tudi 50% cenejša kot pa kak drug mesec. Druga stvar, ki jo imam jaz tule obkljukano, je, da bi mi pošiljalo opomnike. Torej, če tule obkljukamo, bi mi poslalo opomnik oziroma alarm za vsako spremembo cene točno za te datume. Če bi dal tule any dates, bi mi pa kadarkoli bo našel dobro karto za relacijo Benetke-Bangkok, bi mi poslal e-mail obvestilo.